Živjo, Borut Lesjak tukaj. Rad bi podelil z vami spet en uvid, in sicer zelo močen uvid zame in mogoče še za koga, v zvezi z vstopanjem v svojo moč, v zvezi s tem, da mogoče lahko svojih pleč odvržemo majčkeno več bolečine in trpljenja drugih ljudi. In to se nam lahko hitro zazdi preveč sebično. In sam verjamem v brezpogojno ljubezen in mislim, da sta to dve neodvisni stvari. Mislim, da takrat, kadar mi prevzemamo na sebe drugih ljudi, svojih najdražjih, ponavadi ne delamo dobro ne za njih, ne za sebe. In takrat se izmenjava prekine in nekaj se začne kopičiti, nekaj, kar ni dobro, nekaj, kar slej ko prej izbruhne ven. Tako da če ne upamo izraziti svojih čustev, ker mislimo, da bomo s tem prizadeli nekoga, mislim, da to ni najboljše. Dolgoročno tudi za druge ne, kratkoročno pa tudi dolgoročno pa tudi za nas ne. To se bo, slej ko prej bo to udarilo ven, in če bomo izrazili svoje čustva kasneje, ko bo že več nakopičenih teh zadržanih čustev, bo toliko hujše. Zdaj, kako vstopiti v svojo moč, da si sploh upamo izraziti svoja čustva in še posebej, da jih upamo in znamo izraziti z ljubeznijo sebe, s samo ljubeznijo, z ljubeznijo do drugih. Nežno. Tu pa verjamem, da je nekaj, kar se učimo s tem, ko se učimo samo ljubezni. Učimo se vsak dan več, vsak dan bolj nam to gre lahko od rok. In poznam močno metodo, meditacijo dihanja. Katerakoli meditacija, če je ta prava, se pravi, da nam res pomaga umiriti malo in svojo preobremenjenost v glavi, svoj stres, sprostiti vse to in začutiti telo in začutiti čustva in sprostiti telo in tudi na nivoju celic vse sprostiti, na nivoju živčevja. Katerakoli taka meditacija, katerokoli tako orodje, ki ga izvajamo redno in konsistentno in predano, zavzeto, da sami opravimo delo, vse to se mi zdi ključno za celjenje. Tako, no, toliko danes. Se vidimo naslednjič spet. Srečno.